Ja, lepo pozdravljeni. Torej, kot vidite sami, se situacija spreminja iz praktično minute v minuto. Že v času, ko smo mi tukaj, je se začel požar bližati kraju, tam prvemu naseljenemu kraju, in tukaj govorimo o kakšnih pol ure časa praktično, da se to prepreči. Lahko povem, da so enote Slovenske vojske oziroma letalska enota Slovenske vojske je v polnem pogonu, zato danes z nami tukaj tudi ni gospoda Gaubeta, pilota, ker je s Pilatusom v zraku in bo takoj šel nad požar seveda. Tudi enota Slovenske policije je v polni akciji, tako da vsa razpoložljiva sredstva so v zraku in pomagajo enotam na terenu, ki se spopadajo tudi s tem velikim požarom, ki je res izreden letos. Po 20 praktično letih, ko je bila identična situacija, se danes žal to ponavlja in situacija se nekoliko zaostruje. Tako da vse enote, kot sem rekel, so v polni akciji. So ogrožena tudi kakšna naselja na slovenski strani? Zaenkrat ne, vendar seveda je treba delati na tem, da se požar ne bo razširil do teh naselij. Lahko pa seveda pomirim ljudi, da zagotovo vse enote delajo vse, kot je potrebno po načrtih, po pravilih, ki so za to predvidene. Moram reči, da seveda ta požar je večji požar, ampak ne pomeni, da je to prvi tak požar, tako da enote so dobro usposobljene, izkušene in vedo, s čim se spopadajo. So seveda logistične težave z vodo, kajti vemo, da je hidrantno omrežje izpadlo in zato se pač zdaj voda dovaža s cisternami, polnijo se bazeni za helikopterje, da zajemajo vodo. Tudi vsa razpoložljiva letala so v zraku, katera so ta hip na razpolago. Nekoliko pa letenje seveda ovira tudi dim, tudi to je treba povedati. Tako da res je situacija hektična in se spreminja iz minute v minuto, tako da je res velik izziv za vse enote, ki so tukaj involvirane v to intervencijo. Mednarodno sodelovanje je odlično, zlasti pred kratkim je podpisan tudi sporazum obmejnih občin, tako da tudi to veliko pomaga. Tako so šli včeraj, je šlo 90 naših gasilcev čez mejo, se pravi, ne oziramo se, kje je meja, ampak gremo povsod tja, kjer požar vznikne, zato da se ga čim prej zatre. In mednarodno sodelovanje je zagotovo odlično, se nimamo kaj pritoževati in res je, da Hrvaška, ki ima kanaderje, je poslala tudi nekaj na Portugalsko, ker tudi tam so hudi požari, vemo, da je cela Evropa ogrožena in zato pač vsi delajo vse, kar je potrebno za to, da se ta požar lokalizira in na koncu tudi zaustavi. Jaz sem danes tudi tukaj v imenu predsednika vlade, s katerim sva imela pogovor na to temo še danes in zagotovo lahko zagotovim, da se bo v prihodnje ne samo mislilo na to, ampak da se bo tudi dokupovalo opremo, ki je namenjena za gašenje. Moram pa povedati, da tudi transportno letalo, ki ga bo dobila prihodnje leto Slovenska vojska, je primerna za to gašenje. Nosil bo lahko 5000 litrov vode, ima modul za gašenje, se pravi, to so takšne kocke iz razgradljivega materiala, on pristane, načrpa vodo, se dvigne in odvrže tovor oziroma vodo nad požariščem. Tako da to transportno letalo zagotovo bomo uporabljali v te namene. Je pa tudi za razmisliti o, kot sem rekel, helikopterju, namenskem helikopterju za gašenje, ki tudi lahko sprejme do 6000 litrov vode, jo načrpa na tleh
kanader, je pa vprašanje, če je za naše razmere primeren. Zdaj seveda, ko gasimo v Primorju, zagotovo je ena stvar, ko pa bi požar bil gozdni ali kakršenkoli na kakšnem drugem delu Slovenije, pa že vprašanje, kje bi točil vodo. Tako da za Slovenijo je bolj primeren helikopterski način gašenja načeloma. Je pa to seveda vse odvisno tudi od strokovnih ocen, vendar brez skrbi, da bo vlada delala vse za to, da se ta protipožarna obramba okrepi, kot je v Sloveniji se okrepila obramba z enotami na terenu, z opremo,